Dan po volitvah se Italijani pogovarjajo o tem, kdo bo pravzaprav vodil Italijo in kako. Vse bolj se kaže, da nobena od glavnih političnih frakcij ne bo mogla sama vladati in da je vse manj možnosti, da bi se Italija vrnila v stare tire in ne povzročala Evropski uniji glavobola. Končnih uradnih rezultatov sicer še ni, saj vsi glasovi, tudi po pošti, še niso prešteti. A jasno je, da je zmagovalec desno-sredinsko zavezništvo na čelu Silvijem Berlusconijem, ki pa vseeno s približno 37% glasov ni doseglo absolutne večine. Najmočnejša posamična stranka je postalo zelo populistično gibanje 5 zvezd, skoraj 33% glasov. Demokratska stranka pa je zgolj 18% doživela poraz. Svet Združenih narodov za človekove pravice je danes odredil nujno preiskavo dogajanja v oblegani uporniški enklavi Vzhodna Guta, ob tem pa zahteval tudi takojšen humanitarni dostop do območja. Tako je bil v dopoldanskem času Vzhodno Guto že namenjen konvoj tovornjakov s hrano in zdravili. Vprašanje pa je, ali bo temu konvoju in naslednjim res uspelo dostaviti pomoč tja, kamor je namenjena, saj uporniki in njihovi zavezniki ne popuščajo. Od torka naprej naj bi sicer vsak dan imeli prekinitev ognja, a očitno je prekinitev precej ohlapen pojem za marsikoga. Tako uporniki kot sirski režim na drugi strani krepijo napade. V zadnjih 14 dneh je bilo na območju ubitih več kot 650 civilistov, v tem času tudi skoraj 400 tisoč prebivalcev ni dobilo humanitarne pomoči. Zelo otežkočena ali pa popolnoma ustavljena in napadana je bila v tem času tudi zdravniška pomoč. Nemška kanclerka Angela Merkel je danes pozvala k čimprejšnjemu začetku dela nove vlade potem, ko so v nedeljo objavili, da so socialdemokrati na glasovanju po pošti podprli vstop stranke v veliko koalicijo s konzervativno unijo oziroma krščansko-socialno unijo. Zavzela se je za močan glas Nemčije, ki bi skupaj s Francijo in drugimi državami Evropske unije zavzela dober položaj v mednarodni trgovini, nakazana naj bi na ZDA in uvedbo carin za jeklo in aluminij, od česar so v Nemčiji odvisna številna delovna mesta. Tudi v Kanadi niso zadovoljni z ameriškimi tarifnimi predlogi o uvozu jekla in aluminija. Tako je kanadski premier Justin Trudeau izjavil, da so ti predlogi za Kanado nesprejemljivi. Vlada ZDA je namreč v četrtek predlagala, da bi uvoz jekla imel 25% tarifo, uvoz aluminija pa 10%. Kanada pa si, kot največji izvoznik jekla in aluminija v ZDA, deli integrirano industrijo ZDA, vključno z avtomobilsko industrijo in strojno-tehnično industrijo. Veliki ameriški avtomobilski proizvajalci imajo svoje tovarne v Kanadi, kjer izdelke montirajo, nato pa jih prepeljajo nazaj v ZDA. Prav zaradi tega bi povišane tarife škodovale tudi njim. Slovaško še vedno pretresa umor preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke. Tako je slovaški predsednik Andrej Kiska pozval k spremembam v vladi ali pa kar s predčasnimi volitvami, ki bi obnovile zaupanje javnosti po umoru preiskovalnega novinarja. Ta je namreč razkril tristransko vlado predsednika vlade Roberta Ficka in pripeljal do jeze javnosti zaradi vse večje korupcije na Slovaškem. Eden od moških, imenovan v zadnjem poročilu Kuciaka, je imel pretekle povezave z ljudmi, ki so kasneje delali v pisarni Ficka. Poročilo novinarja je bilo objavljeno posmrtno. Predsednik Kiska sicer nima formalnih pooblastil za sprožitev padca vlade, vendar bi njegove pripombe lahko še povečale pritiske javnosti za to.